Prvo je, da zahtevam opravičilo od poslanca, da si je drznil ministru Republike Slovenije reči, da je smrkal. Mislim pa kaj takega, kaj tako bednega, res bednega, no. Težko vidiš, kakšna vehemenca, kakšna, ne vem, kakšno šopirjanje. Poglej si to, no. Poglej si ta bebav nasmešek tega poslanca. Druga stvar, pa prosim predsednica, da raztolmačite. Prostite, jaz sem pustila gospoda Reberška, da je vse povedal, kar je imel, naj zdaj pove še gospa Sukič. Druga stvar, potem pa bi prosila za tolmačenje to, da je izjavil, da je Luka Mesec sokriv za smrt Aleša Šutarja. Ste slišali? Da je Luka Mesec sokriv. Zato pa prosim za tolmačenje, kajti to pa mislim, da je kaznivo dejanje, takšna obtožba nekoga v javnem auditoriju. Tu pa vas prosim kot pravnico in kot predsednico Državnega zbora, da nam to zadeva raztolmačite, kajti tole mislim pa, da je zrelo za kazensko ovadbo. To je pa višek od viška. Hvala lepa. Kolegica Sukič, jaz tudi vam dajem opomin za tisto bebavost, ki ste ga omenili. Verjamem, da tudi sprejmete to. Zdaj, glede tega, to je res. Tukaj ste šli izrazito predaleč, kolega Reberšek. Stopili ste tudi na polje, kjer lahko pride tudi morda do kazenske ovadbe. Nimate s tem težav, v redu, ampak to ni nekaj, kar si lahko zdaj štejete v čas. Da ste vi govorili ob popolnem zavedanju, ne morete nekoga okriviti za smrt. To je tako grdo, to je tako izjemno grdo do sorodnikov žrtev in do vseh tistih, ki trpijo zaradi te smrti, da bom zdaj odredila 10 minut odmora, ker to je bilo izjemno grdo in mislim, da resnično tukaj pa moramo postaviti mejo in razmisliti o tem, da to dejanje dobi konkretne posledice.